Dragi bratje in sestre, na temo Spreobrnite se in verujte Evangeliju bi vam sedaj rad podelil nekaj misli. In sicer bom najprej začel z molitvijo svetega Avguština, ki takole moli k svetemu Duhu. O ljubezen večnega Očeta, sveta povezava med vsemogočnim Očetom in njegovim blagoslovljenim Sinom. Dobrotni tolažnik žalostnih, vsemogočni Duh, prevzemi svojo silno močjo globine mojega srca. Razsvetli sijajem svoje nesmrtne luči vso temo v moji duši. Obišči me in namoči svojo rodovitno roso vse, kar je dolgo hiralo v suši in žeji, da spet postane rodovitno. Presuni s puščico svoje ljubezni mojo najglobljo notranjost. Prebudi mlahavo srce in ga razvnemi s svojimi plameni. Razsvetli svetim ognjem gorečnosti globine mojega duha in telesa. Preustvari vsega človeka. Verujem, da vselej, kadar se spustiš v mojo dušo, na novo pripraviš prijetno prebivališče Očetu in Sinu. Blago človeku, ki je vreden, da se naseliš v njem. Bog Oče in Sin po tebi začneta prebivati v njem. Pridi torej, pridi, predobri tolažnik trpečih duš, pomočnik v vseh težavah, opora v stiski. Pridi, da izbrišeš krivdo in zaceliš rane. Pridi, moč vseh šibkih, ki padlim pomagaš vstati. Pridi, učitelj ponižnih, ki pa zavračaš ošabne. Pridi, dobrotni oče sirot, poživi malodušne. Pridi, zvezda mornarjev, pristanišče brodolomcev. Pridi, največja lepota vsega, kar živi, rešitev vseh umirajočih. Pridi, sveti Duh, pridi in se me usmili. Popolnoma me obdaj in me milostno usliši, da bo moja neznatnost tebi všeč, kakor da je polnost tvojega usmiljenja. Tvoja moč naj prekrije mojo slabotnost. Po Jezusu Kristusu, našem odrešeniku, ki z Očetom in v edinosti s teboj živi in kraljuje vekomaj. Takole čudovito moli sveti Avguštin, prosi svetega Duha. Lahko bi rekli, za to milost delovanja svetega Duha v sebi. In sedaj, ko pogledamo naš naslov našega razmišljanja, spreobrnite se in verujte Evangeliju, se mi zdi, da mogoče lahko se ustavimo ravno ob vsakem od teh gesel, teh vzklikov. Najprej spreobrnite se in potem verujte Evangeliju. Spreobrniti se. Kaj pomeni spreobrniti se? Kot že sama beseda pove, da se od nečesa spreobrnemo. Obrnemo se v nasprotno smer. Spremenimo smer svojega gledanja, svojega mišljenja, svojega hotenja, svojega čustvovanja, svojega teženja. Spremenimo smer svoje hoje. Če smo prej hodili proč od Boga, se oddaljevali od Boga s svojimi napačnimi dejanji, svojim napačnim mišljenjem in hotenjem, sedaj smo se obrnili k Bogu, spreobrnili k Bogu in težimo k njemu
gremo v pravo smer, k Bogu, ki je končno cilj našega življenja, ki je vse dobro našega življenja, našega bivanja, našega obstoja. Za ponazoritev take korenite spremembe, spreobrnjenja, mogoče lahko vzamemo to zgodbo nekega preprostega družinskega očeta, delavca, ki je takole pričeval v svojem spreobrnjenju. Pravi, dokler nisem poznal Jezusa in Božje ljubezni, sem pil, zapravljal denar, kričal sem na ženo in otroke, jih zmerjal, jih pretepal. Ko sem prihajal domov, so vedno bežali pred mano, se skrivali, bali so se me. Potem pa, ko sem spoznal Jezusa, ko sem spoznal Božjo ljubezen in usmiljenje, ko se me je Božja ljubezen dotaknila, sem prenehal s pijančevanjem, prenehal sem zapravljati svoj denar in denar za mojo družino, spravil sem se svojo ženo in otroci in jih vzljubil. Postal sem spet dober mož in dober oče. Ko sedaj prihajam domov, se me veselijo. Otroci komaj čakajo, da se vrnem k njim. Moja žena je srečna z menoj in mi smo srečna družina. Tako v zgodovini Cerkve tudi poznamo čudovite primere podobnih spreobrnjenj, kot je bil sveti Pavel, sveti Avguštin, sveti Frančišek Asiški, sveti Ignacij Lojolski, sveti Frančišek Ksaveri, pa Paskal in drugi pričevalci vere pričujejo o svojem spreobrnjenju, o svoji koreniti spremembi življenja, potem, ko so srečali živega Boga. Vsak od nas, ali večina gotovo, je nekoč v večji ali manjši meri in intenzivnosti doživel podobno spreobrnjenje. Nek trenutek posebne milosti, ko je radikalno spremenil usmerjenost svojega srca od greha k Bogu, od nevere k veri, ko se je osebno odločil za vero v Boga, v Jezusa Kristusa. Od takrat torej osebno, zavestno pripada Bogu in hodi za Jezusom. Če je z nami tako, potem lahko zatrdimo, da smo se nekoč že spreobrnili in se nam torej ni več treba spreobrniti v tem smislu besede. Sicer bi sedaj se morali obrniti v nasprotno smer, kar bi pomenilo spet proč od Boga, spet nazaj v greh. To ne bi imelo smisla. Pa vendar tudi za nas še velja ta evangelij oziroma ta vzklik, ki ga poslušamo v evangeliju in v nekem smislu ta klic k spreobrnjenju, ki ga vsako leto slišimo posebej v postnem času, velja še za nas. Saj, če sem se sicer nekoč že spreobrnil in sedaj že gledam in sem naravnan, obrnjen v pravo smer, k cilju, ki je Bog sam, pa moram vendar še vztrajati v tej smeri oziroma vztrajno hoditi po tej poti, na katero sem stopil, da bom nekoč lahko dospel na cilj. Odločil sem se že, da želim uresničevati samo dobro v svojem življenju, vendar vem, kako zelo je to kdaj težko in kako zelo se moram še upirati hudemu, ki me še vedno mami nazaj na staro pot. Če sem že odpravil, vzemimo, velike napake iz svojega življenja
in prenehal delati velike grehe, kot rečemo, pa sem še vedno lahko v nevarnosti, da tako imenovanih malih grehov ne jemljem resno in njihovo težo podcenjujem. Tako nas opozarja tudi blaženi Slomšek, ko pravi v svojih drobtinicah: varujmo se vsega hudega, naj se nam še tako nepomembno zdi. Tudi pesek ob morju je droban, če pa čolnič napolniš z njim, bo potonil. V nobenem primeru torej se ne smemo pustiti uspavati ali kako drugače prevarati nasprotniku, ki nas hoče zavesti, da bi svoje tudi majhne napake popuščanja zlu ne vzeli dovolj resno, da bi, kot pravi tudi Jezus v Evangeliju, nekoč postali mlačni in bi pozabili na tisto prvotno ljubezen do njega, do Boga. Vedno torej obstaja določena nevarnost, da pozabimo ali napačno razumemo drugi del klica, ki smo ga slišali danes na začetku, se pravi, spreobrnite se in verujte Evangeliju. Verujte Evangeliju. Ali vem, kaj to zares pomeni, verovati Evangeliju? Ali vzamem Evangelij resno in ga želim živeti v vsej njegovi radikalnosti? Sem pripravljen sprejeti tudi težke, neprijetne posledice tega, da verujem Evangeliju? V pismu Rimljanom najdemo naslednjo spodbudo. V 12. poglavju, od 1. do 2. vrstice, pravi apostol Pavel takole: ker je torej Bog tako usmiljen, vas rotim, bratje, darujte svoja telesa v živo, sveto in Bogu všečno žrtev. To je vaše smiselno bogoslužje. In nikar se ne prilagajajte temu svetu, ampak se tako preobražajte z obnovo svojega uma, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všečno in popolno. In potem v pismu Hebrejcem pravi podobno: Jezus Kristus je isti včeraj in danes in na veke. Ne pustite, da bi vas zapeljevali različni tuji nauki. Ali še v pismu Kološanom, v 2. poglavju od 6. do 8. vrstice pravi: kakor ste torej sprejeli Gospoda Kristusa Jezusa, v njem živite, ukoreninjeni in sezidani v njem, ter utrjeni v veri, kakor ste bili v njej poučeni, polni zahvaljevanja. Glejte, da vas kdo ne ujame s filozofijo in prazno prevaro, ravnaje se po človeškem izročilu in po prvinah tega sveta, ne pa po Kristusu. Gre torej za opozorila pred popuščanjem miselnosti tega sveta, ukolikor se ta miselnost upira Bogu in resnici. Kako hitro mnogi kristjani, celo duhovniki, lahko sprejemamo Bogu in Evangeliju tuje nauke. To se med drugim vidi potem, kako naprimer volimo, ko gre za volitve ali ko gre za glasovanja na referendumu, oziroma katerim trendom v družbenem življenju dajemo podporo. Tudi zadnji referendum pozna take, v navednicah, krščanske privržence družinskega zakonika, ki je dejansko s krščanstvom nezdružljiv. Kot vse kaže, še veliko bolj kristjani popuščajo vdoru tujih naukov
v njihov v njihovo mišljenje, njihov pogled na svet preko različnih poučevanj New Age-a, ezoterike in okultizma. Danes smo priče neki pravi poplavi teh naukov tujih krščanstvu, ki vdirajo v naš prostor. Na te pojave nas tudi učiteljstvo cerkve opozarja in tako lahko beremo na to temo v cerkvenem dokumentu Jezus Kristus, prinašalec žive vode, ki sta ga izdala Papeški svet za kulturo in Papeški svet za medverski dialog. V tem cerkvenem dokumentu torej se ta dva sveta, papeška, soočata z izzivi nove dobe, z izzivi teh različnih, krščanstvu različnih naukov, ki prihajajo, torej, ki vdirajo, pravzaprav lahko rečemo, v naš vsakdan in v miselnost nas, kristjanov, vnašajo, vsiljujejo nam, lahko rečemo, drugačne poglede na svet, na našo stvarnost. Kar je lahko zelo nevarno pri tem, je, da se ne zavedamo tega dogajanja, da velikokrat niti ne opazimo, kako popuščamo tem novotarijam v svetu duhovnosti in kako postopoma dejansko lahko sprejmemo nekaj, kar je v nasprotju z krščanstvom, s tem, kar nas uči svetopismo, kar nas uči cerkev. In ti pojavi so lahko zelo subtilne narave tudi, ko nam ponujajo torej kot neka novodobna duhovnost, neko sprostitev, neko pot do notranje umiritve, do sprejemanja, večjega sprejemanja samega sebe, kar seveda razumemo, da so to tudi pozitivni vidiki in da nam tega tudi v krščanstvu večkrat primanjkuje. In dejansko je najbrž zaradi ravno pomanjkanja teh tem v našem poučevanju ali v naši krščanski katehezi in vzgoji tudi dana večja možnost, da se ravno ti tuji nauki s takimi ponudbami torej kažejo v dobri luči, kot tisti, ki naj bi človeku pomagali k nekemu večjemu samouresničenju, notranji umiritvi, sprostitvi, k nekemu globljemu občutku sreče, zadovoljstva. Poglejte, v smislu dialoga z drugimi verstvi nas cerkev uči, da gotovo moramo spoštovati vse, kar je dobro, resnično in sveto tudi v drugih verstvih. In tu je prav, da se pustimo vzgajati in da resno vzamemo tudi to pobudo, kakor že pravi apostol Pavel v pismu Filipljanom, bratje, končno vse, kar je resnično, kar je čisto, kar je častno, kar je pošteno in vredno hvale, vse to imejte v mislih in Božji mir bo z vami, nekaj takega pravi. Torej, to zagotovo lahko s tem računamo tudi pri drugih verstvih in kulturah in to moramo znati ceniti, spoštovati. Vendar pa se zavedamo istočasno in na to nas tudi cerkev, učiteljstvo cerkve ravno opozarja, da so pa še vedno v drugih verstvih in kulturah mnoge vsebine, ki niso več združljive s krščanstvom. Tako se nam včasih tudi preko, naprimer, alternativne medicine, novih ponudb, novih nekih pristopov v medicini, ponujajo ravno taka krščanstvu tuja učenja. Torej, pogledi na svet, ki niso več združljivi s pogledom na svet, kot ga uči svetopismo in naša krščanska vera. Zato torej velja velika previdnost na tem področju, ker v nasprotnem primeru, če torej nekritično sprejemamo tuje nauke,
potem dejansko prestopamo proti sami veri v Boga, v enega Boga, se pravi, je to nek prestopek proti prvi Božji zapovedi, veruj v enega Boga. Se pravi, ti veš, v kaj veruješ, ti veš, kaj tvoja vera uči. V tem smislu bi vas rad samo opozoril, ne bi se zdaj spuščal prav veliko v podrobnosti, opozoril bi vas na študije, ki so bile v tej smeri že narejene, se pravi, ko je treba kritično recimo presojati alternativno medicino, da se zavedamo, koliko je tam možnih zmot, napak, napačnih predstav, da ne nasedamo tudi takrat, kadar nam skušajo recimo zagovorniki bodisi akupunkture, homeopatije, kiropraktike in podobnih ponudb, torej zagotoviti, da imajo določene znanstvene tudi dokaze, študije, ki bi naj potrjevale pravilnost njihovih teorij oziroma njihovih praks, moramo biti zelo previdni. Recimo tu imam knjigo, ki je izšla nedavno, tudi prevedena v slovenščino, Zdravilo ali slepilo. Alternativna medicina na zatožni klopi. Dva znanstvenika sta se lotila te teme in zelo sistematično, načrtno, torej kritično presojata ponudbe alternativne medicine in ugotavljata, da največkrat te ponudbe ne zdržijo dejansko nekih osnovnih znanstvenih kritičnih pristopov. Poleg tega pa ugotavljamo z krščanskega vidika, z krščanskega pogleda, da so te torej alternativne ponudbe v medicini, tako rekoč bi rekli, okužene z določenimi tujimi nauki, se pravi z drugačnim, radikalno drugačnim pogledom na svet, kot pa ga imamo mi po Svetem pismu, po krščanskem nauku. To je recimo knjiga v hrvaščini dveh ameriških avtorjev, ki prav z krščanskega vidika potem presojata te ponudbe alternativne medicine in ugotavljata, kje in kdaj se pojavljajo in se s takimi ponudbami nam ponujajo tuji nauki, ki jih mi ne bi smeli sprejemati. In podobno tudi knjiga spet v hrvaščini nekega torej italijanskega avtorja, ki podobno torej presoja alternativno medicino z vidika krščanstva. Toliko za danes tudi o tem, torej spreobrnite se in verujte evangeliju, je za nas še vedno zelo aktualen klic. Torej Jezus nas vabi, da vzamemo resno svoje spreobrnjenje in pa nevarnosti, izzive, ki so okrog nas, in dejansko ostanemo zvesti njegovemu evangeliju. Hvala, da ste me poslušali in Bog vas blagoslovi. Želim vam veselo, blagoslovljeno veliko noč.